Pri nepremičninah ima lokacija seveda pomembno vlogo. Urejene, varne soseske z infrastrukturo v bližini so tisto, kar zanima večino graditeljev. Precej manj zanimiva pa so odmaknjena in degradirana področja. Danes je v Sloveniji evidentiranih več kot 1000 degradiranih območij v skupni površini okoli 3500 hektarjev, med katerimi so območja pretekle industrijske in obrtne dejavnosti. A tudi ta območja imajo svoj potencial. Na Bledu so na primer degradirano območje okoli opuščene tovarne spremenili v trajnostno grajeni medgeneracijski center. Nekdanji kraj duhov torej spet preveva živahen vrvež. Na tem mestu, kjer je danes medgeneracijski center, je nekoč stala tovarna vezenine Bled. Spomin nanjo je ohranjen v obliki fasade, ki je narejena kot abstrakcija vzorca vezenin. Sicer pa se danes v teh prostorih tkejo čisto nove, drugačne zgodbe, podkrepljene z veliko lesa in naravnih materialov. Gabriela, kaj so osnovni cilji oziroma poslanstva tele stavbe, kjer se nahajava? Ja, že samo ime, v bistvu medgeneracijski center, je v bistvu, da se povezujejo različne generacije, torej od najmlajših pa vse do tistih starejših. Gre za neko povezovanje, združevanje pod eno streho. In kdo vse tukaj najde svoj prostor? Ja, tukaj v bistvu lastnik objekta je občina Bled, ki pa potem oddaja stalnim deležnikom. To so knjižnica Blaža Komardeja, potem imajo tudi dnevno varstvo starejših, ki v bistvu poteka pod okriljem doma dr. Janka Benedika. In pa Ljudska univerza Radovljica, ki pa skrbi za programe te medgeneracijskega povezovanja in ima različne aktivnosti. Združevanje pestre programske vsebine in različnih generacij uporabnikov pod eno streho je bil tudi glavni kriterij, ki je narekoval arhitekturno zasnovo objekta. 1500 kvadratnih metrov velika stavba je narejena kot nevtralen lesen okvir z odprtimi povezovalnimi prostori. V osnovi je to v celoti lesena gradnja, se pravi, konstrukcija je seveda razen temeljne plošče je iz križno lepljenih lesenih plošč in to pomeni cel objekt, tudi na primer jašek za dvigalo. Pravzaprav je les uporabljen praktično na vseh nivojih. Je lesena fasada, izolacija iz upihanih lesenih vlaken, okenski okvirji so leseni, prav tako obloge, tlaki. Se pravi, nekako težili smo k tem, podobi. In tudi v interjerju nekako tudi k iskrenosti te lesene gradnje, se pravi, ves ta les je viden. Tudi recimo nosilna konstrukcija, praktično to, kar vidimo na notranjih stenah, je pravzaprav lesena konstrukcija. Katere vrste lesa pa so tukaj uporabljene? Zdaj sama konstrukcija iz smreke, kar je pač, tipični proizvod, ki se uporablja za ta tip. Zaradi potem neke enotne zgodbe in izgleda so tudi, notranje obloge uporabljene pač iz istega lesa, iz smreke. Leseni tlaki so kombinirani z jesenom, spet izbran zaradi sorodnega svetlega izgleda. Medtem, ko je fasadna opna, je pa iz sibirskega macesna, ki je les pač, ki je bolj odporen na vremenske vplive, kakor na primer smreka. Fasadni ovoj je globinsko zaščiten s premazom na vodni osnovi, zaznamuje pa ga perforiran videz. Vsako desko fasade so v delavnici oštevilčili, naredili iz vrtine in potem montirali na točno določeno mesto. Sproti so zaradi večje natančnosti izvajali še meritve. Na tej lokaciji je nekoč stala tovarna vezenin Bled, ki je pomemben del kulturne dediščine kraja. Samo ime vezenine, ki ga tudi pač medgeneracijski center vezenine, je na nek način spomin na to tovarno. Mi pa smo želeli v samem konceptu zasnove to nekako nadgraditi kot omaž pač blejskim vezeninam. Tako da se je izbral eden od vzorcev vezenin iz muzejske zbirke, se je abstrahiral in kot ovoj apliciral na fasadno opno. Na nekdanjo tovarno poleg fasade spominjajo tudi vertikalne lamele nad avlo. Na te lesene deske so aplicirani potiski trakov vezenin iz arhiva, tudi z oznakami, se pravi, njihovimi serijskimi številkami, letnicami izdelave in tudi krajem ali naročnikov, kamor so bili namenjeni.
Kaj pa razgledi? Gotovo ste pri načrtovanju, pri oblikovanju arhitekture tega prostora upoštevali fantastičen potencial stavbe, kar se tiče pogledov naokrog. Ja, to vsekakor je bila prednost, ki jo daje lokacija in smo to imeli v mislih pri samem projektiranju. Cel objekt je s svojimi steklenimi površinami zasnovan tako, da so kot prvo lepe vedute na okolico, kot drugo tudi mimoidoči imajo pogled na vsebine in dogajanje v samem objektu, kar je mogoče predvsem bolj vidno še zvečer, ko enostavno kot neka objekt deluje kot neka svetlobna škatla, v kateri lahko vidiš, kaj se notri dogaja. A imate kakšen prostor, kjer pa se ljudje še rajš zadržujejo? Jaz se mi zdi, da ravno tukaj, kjer sva v naši avli, je najbolj tak prostor, ki je ta prvi, ki prijete skozi vrata. In je tudi tukaj najbolj, ne vem, ko se čakajo, ko se menjajo aktivnosti, se tudi tukaj zadržujejo. Potem je tudi zelo blizu otroško igrišče, tako da v prvem nadstropju je klubska soba, ena taka zelo primerna, ki ima tudi kavč noter, tam se tudi zelo počutijo domače. Mislim, da sploh ni prostora, ki ga bi zdaj ne bi rekla, da ga uporabniki, da jim je pa manj všeč. Recimo telovadnica ima najlepše razgled na stol, na Karavanke, na Golico, tudi Triglav se vidi, tako da pa še to lažje telovadiš tam noter v telovadnici. Kuhinja, marsikdo kdaj reče, joj, če mi pa jaz tako kuhinjo, bi pa več kuhal tudi jaz doma. Kaj pa k dobremu počutju doda osrednji material, ki nas obdaja? Ja, les se mi zdi, da uporabniki, ki pridejo, so vedno tako navdušeni. Mislim, da še ni bilo nobenega, ki bi prišel, da bi bil ravnodušen, odšel. Vsi se radi vračajo in vsi rečejo, joj, še vedno diši po lesu, koliko časa je pa to zdaj že odprto. In tako se mi zdi, da res ta vonj, ta toplina lesu res uporabnike še toliko bolj privlači. Notranja oprema je izdelana po meri. Vse omare za shranjevanje so zasnovane kot vgradne in so iz enakega materiala kot lesene stene, zato so praktično nevidne v prostoru. Drugo premično pohištvo pa je univerzalno in multifunkcionalno, kar pomeni, da ne definira prostorov. Očitno je takle povezovalen svetu in topo prostor lahko lep zgled za zgradbe s podobno vsebino po vsej Sloveniji, bi rekel, ne? Ja, sploh bi pripomnil, da je lahko, rekel, programsko takšen objekt vzor za druge kraje v Sloveniji, ker takšnih objektov dejansko manjka. Skupnostni centri so veliko bolj običajni, predvsem v zahodnih državah. V Sloveniji so pa nekako zapostavljeni. Se pa vidi iz samega obiska, da pravzaprav so to zelo potrebni in zaželjeni prostori in objekti. In to rekel, kot novi objekti, ne kot prostori v nekih zgradbah, ki so na voljo. Vezenine očitno povezujejo, ne? Ja, lahko bi tako rekli.